Kar seješ, to žanješ. V oddaji Klepet ob kavi sejemo srečo, zdravje in ljubezen. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. V tokratni oddaji Klepet ob kavi bomo čistili preteklost. Zakaj je pravzaprav to pomembno in na kakšen način si zacelimo rano? Kaj to točno pomeni? V tokratni oddaji z Edito Tomić pa boste med drugim izvedeli tudi, kaj so prostoleteči spomini, kakšni so torej psihični pritiski, psihični kavli, kaj sploh pomeni, če imaš ranjeno dušo, kako to dušo lahko zaceliš in na kakšen način pogovor sam s sabo, pa tudi s kakšnim svetovalcem, kot je Edita Tomić, lahko pomaga. V naši družbi torej Edita Tomić, lepo pozdravljena, dobrodošla. Pozdravljena. Tematika, ki je pravzaprav primerna res za čisto vsakega, pravijo, da psihični pritiski, kot so v današnjem svetu, v današnjem času, da tako močni nikoli niso bili. Vidiš tudi sama tako? Seveda, tudi na osebnih svetovanjih največ tega delam, kajti vse, kar se dogaja v naši preteklosti, se beleži v naši podzavesti, zavesti in pa višjemu jazu, in seveda tudi naši duši. Zato je to zelo pomembno, da to tudi počistimo in da gremo lahko neobremenjeno naprej. Ja. Ljudje se zato, da bi počistili svojo preteklost oziroma da bi naredili nekaj res. Recimo ženske velikokrat, ko se razidejo s svojim partnerjem, si postrižejo lase oziroma kakšni se preselijo, ko pride do kakšnih drugih rezov, ki bi jih želeli narediti, se preselijo v drug dom, se preselijo v drugo državo, spremenijo stil oblačenja, spremenijo okus, videz, kakorkoli. Je to nek način, s katerim se mi soočamo s tem, kar je bilo, pa da naredimo res? Tako je, ja, ko to neke določene stvari spremeniš, tudi jaz, ko sem prej nosila strogo murine kostime v službi v turizmu, ko sem začela se izobraževati na področju osebne rasti, sem popolnoma zamenjala garderobo in sicer zadezigvala. No, zdaj pa prišlo obdobje, ki mi pa že to več ne odgovarja, ampak neka bolj zelo umirjena zadeva, kajti lasje, garderoba, prostor, povsod se zadržujejo te razni spomini, razne energije, ki nas določen pogled na določeno stvar spomni zopet na neko preteklo zadevo. In zato je to zelo pomembno. Lasje imajo pa sploh najboljši spomin, ker tudi pri analizi DNK, v forenziki, vedno na podlagi las ugotavljajo, kaj se je zgodilo. Zato, ko se ostrižemo, se počutimo lažje. Poznam gospo, ko je šla v pokoj, je imela zelo lepe, dolge blond lase in se je takoj v istem tednu ostrigla čisto na kratko, ker je želela počistiti z vso to zgodovino, kar se je dogajalo v prejšnjem življenjskem obdobju. Wow, zanimivo. Nekateri, tisti, ki se pobrijajo, pa sploh vse. Tako, sproti čistijo, Vse tudi droga in vse to ostane v laseh najdlje, zato so to, Prostoleteči spomini. Kaj pravzaprav to označuje pri vsej tej zgodbi? Prostoleteči spomini so tisti, ki se jih mi ne zavedamo. To se pravi, ko smo jih pridobili v nezavednem stanju. Ali pod narkozo, pri operaciji, ali pri v hudo upitem stanju, ali v kakšni prometni nesreči, ali pod hudim kakšnim dopingom. In sicer se okrog nas nekaj dogaja. Naša podzavest to beleži. In ko mi zaslišimo določen zvok, von, se iz podzavesti sproži občutek nelagodja ali nekega strahu. Naprimer, jaz lahko iz svojih izkušenj povem, ko sem doživela prometno nesrečo in sem bila v nezavesti, vsakič potem, ko sem zaslišala žvenket stekla, sem se takoj spomnila na to. Ali naprimer pri operaciji, ko se pogovarjajo o raznih temah, zdravniki in sestre, to naša podzavest vse beleži.
ali če si hudo v tisti blackout od alkohola, ne, se to vse beleži in se tega ne zavedamo. Zato tudi jaz prvo stranki počistim prosto leteče spomine, napreden sploh začnemo kaj drugega delati. Aha, kako? Z metlo, sesalcem, kaj uporabiš? Ja, uporabim energijsko tehniko Theta Healing, kjer iz podzavesti čistimo to in dejansko se stranka počuti olajšanje. Se ne ve, mi ne vemo, kaj se vse to beleži noter, ne? In tudi kakšne zelo hude travme, ki so tako kritične, da si jih sploh ne želimo spomniti, se lahko predstavijo v te prosto leteče spomine. Zanimivo. Tako imenovane, ne, po naši tehniki. Omenila si Theta Healing. Ja. Theta Healing je neka metoda, ne? Theta Healing je tehnika, s katero dejansko čistimo prosto leteče spomine in pa tudi vse ostale spomine, ki jih bova v nadaljevanju razložile. Psihični pritiski, če greva zdaj na neke psihične pritiske. Teh se pa dobro zavedamo, ne? Niti ne. Ne? Mislim, psihični pritiski so lažja oblika pritiskov, ne? To pomeni od ljudi, ki jih srečujemo vsak dan, potem v službi, ne? Vse, kar se nam dogaja na vsakodnevnem življenju. In to nehote mi beležimo, sprejemamo in to je fajn večkrat počistiti, ker se nam nabirajo, ne? Bolj problematični so pa psihični kavli. Psihične kavli ali tako imenovane eterične vezi, to so pa stvari, ki se nam naložijo na čustvenem in psihičnem nivoju od ljudi, s katerimi smo bili zelo čustveno povezani ali pa smo zelo čustveni povezani. Ali za neko hudo travmo, izgubo službe, izgubo partnerja, smrt in tako dalje. To je pa enako, kot da bi nas nekdo zahaklal od zadaj na hrbtu, ker tukaj od zadaj se nahaja naša zgodovina in potem nekako ne moramo naprej, ne? Naprimer, to je pri kakšnih posilstvih zelo problematično. Potem tudi, ko imamo večne študente, ne? Študirajo, nekako ne končajo, je tudi to, da nekako to obdobje jih drži nazaj. To se pravi, neprestano se vrtijo v tem psihičnem kavlu in seveda ne moreš ti naprej. Isto kot pri grafologiji, ne? Ko rečem, počiste priimek od bivšega partnerja. Kako lahko pričakujete, da bo prišel nekdo drug, če ste še vedno zahaklani dejansko v obdobje, ki je že zdavnaj minilo? Ne? Zato je treba tudi te psihične kavle, eterične vezi, naprimer popkovino ali kakor bi rekla, ne, je treba porezati. Tudi, naprimer, če si imel zelo težko obdobje v službi, pa si izgubil službo, si propadel, bankrotiral, to je treba počistiti na energijski ravni v podzavesti, zato da narediš prostor za novo. To se pravi, je treba vse to pucati. Ja? In to je pol čiščenje preteklosti? To je čiščenje preteklosti, tako je. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi naše duše, ki se pa nahaja tukaj od spredaj, ali energijsko polje, ali kakorkoli, kdo že imenuje. Glejte, to je tako. Ko smo mi v nekem partnerskem odnosu, ko smo mi v nekem življenjskem obdobju, ki je minilo, ne, ti naši energijski delci ali delci duše ostanejo pri tej osebi ali v tem obdobju. Ja? Se pravi, je treba narediti izmenjavo dušnih delcev. Tako je, čiščenje, to se pravi, iz našega avričnega polja, iz naše duše, mi te delce preko 7. nivoja prečistimo in vrnemo osebam, od katerih so. Ravno tako pa od teh oseb preko 7. nivoja to počistimo in naredimo to počeno dušo zopet lepo in čisto, ne? To je v ezoterike, drugače na psihološki ravni je pa to dejansko izmenjava teh čustvenih stanj, psihičnih pritiskov, psihičnih kavlov, zato da lažje gremo naprej, ne? Ker, in to ne delamo samo pri nas fizičnih osebah,
To lahko počnemo tudi pri prostoru. Pri prostoru? Ker tudi anorganske stvari, ne, imajo psihične pritiske, psihični kavli, to se pravi odtis preteklosti. In če v nekem stanovanju je veliko nasilja, ne, veliko krega, je potrebno v tem stanovanju počistiti ravno tako prosto leteče spomine, vse te vibracije, ne, to je elektromagnetno valovanje, vse to se nahaja v tem prostoru. In je treba to počistiti. Se pravi, tudi prostor ima psihične pritiske. Absolutno. To so kot energijski odtisi. Vsak predmet, vsak prstan ima svoj odtis. Zato je treba tudi nakit čistiti, kajti največji diamant ima tudi slabšo preteklost, ker te ljudje so slabo plačani, so potem tisti, ki brusijo, so zaprti v razne bokse in pa tudi ponavadi taki dragi diamanti ne pridejo lih na najbolj pravilni način kupljeni, a ne. Se pravi, je tudi nakit treba očistiti, predno ga damo na svojo roko. Se pravi, počistiti preteklost vsega. Kaj pol? Na koncu tudi svojih oblek ali kaj jih kupimo? Tako je, ja, ker vse to se dotikamo, ne. Zato pravijo, operte prej obleko napredno jo oblečejo, kajti pač v industriji in potem v trgovini, ne, mi imamo vsak svojo energijo, vsi odvajamo svoje vibracije, ne. To pa na podlagi svojih spominov, svojih izkušenj in seveda vsake stvari, ki se dotaknemo, ima potem tudi delček nas in zaradi tega je potrebno prej to počistiti in naložiti novo energijo. Če si jaz sposodim eno jakenco od moje prijateljice, ki doživlja fulene travme, zaradi tega, ker se je glih kar ločila in se seli in tako naprej. A bom jaz to njeno energijo zaradi tega, ker bom nosila njeno jakno, suknič, karkoli prenesla nase? Definitivno se bo naložila en delček v tvoje avrično polje, ne bo pa to psihični pritisk, ne, ker to je samo na energijski ravni. Se lahko opazuješ, ko to počneš, a ne, kako se dejansko v določeni stvari ne počutimo udobno ali pa umirjeno, sploh če je to od osebe, katera je v takem stanju, ne. Meni se je zgodilo na primer na Šrilanki v Ayurvedskem hotelu, ko sem prišla v sobo prvo noč, blazne more, bilo mi je vroče, preganjale so me kar neke duše in meni je potem zjutraj, ne, prišlo nekako informacija, intuicija, kaj je treba narediti. Na tem predelu je takrat, ko je bil cunami, umrlo ogromno ljudi. In mi kot teta Hillary čistimo te duše, ki so ujete okrog prostora, v prostoru in tako. In dejansko sem to naredila, ker pač mi smo zadolženi, da to čistimo, ne, pridejo pa pomoč. In ko sem jaz to očistila, sem spala potem normalno naprej. Kajti tudi v hotelih, ne, ko gremo na počitnice, mi se uležemo v posteljo, kjer so spali že ne vem koliko različne osebnosti in seveda ostanejo te spomini. In moja navada je, ko pridem v hotel, prvo počistim jogi, sobo od vseh bivših stanovalcev in potem se naloži noter umirjenost, občutek notranja miru, blaginje, ljubezni in tako naprej. To je pa zelo priročno znanje. Definitivno. Brez čistil, pa brez metle, pa brez vsega, ne? Brez vsega, ja. Ti to tudi poučuješ ljudi, ne? Tako je, to se učimo vse na Theta Healingu. In ko sem se jaz to učila, sem rekla, to je brez veze, ne? Zakaj sem jaz toliko plačala, ker je to nemogoče, no, ampak sem zelo hitro v enem tednu že doživljala take stvari na raznih objektih, kjer je od spodaj kostnica in smo čistili te prosto leteče spomine in pa duše, kjer so se zadrževale, kajti to je tudi
poslikano in pa tudi ljudje, varnostniki, ki so tam delali, so doživljali živčne zlome en za drugim in nihče jim ni verjel, ker so se jim prikazovale razne silhuete, škripanje in tako naprej. In potem smo ugotovili, da imajo zaposleni lovilce duš na vratih, ja. Ampak seveda, ker so bili varnostniki, so bili tako in ko nerazumljeni in je moj mož rekel, jaz imam doma čarovnico, kaj pa če bi ona prišla to pogledat. In dejansko so šli vsi ven, jaz sem se usedla na recepcijo in si zapisovala, kje to je. Jaz sem se takrat mislila, to je nemogoče, ker je bilo to en teden po Theta Healing seminarju. Ampak ko sem pa jaz začela z njimi hoditi po stavbi, pa povedati imena, ne, so se meni dlake dvigovale zaradi tega, ker je bilo vse to res, a ne? Ker jaz sebe ne smatram čarovnico. No, ampak dejansko te elementi... In potem je to šlo ven? Je šlo ven, ja. Kje si rekla, da je bilo to? To je bilo v Ljubljani, v eni ustanovi, kjer imajo odspodaj kostnico, ne bi zdaj imenovala. In dejansko lahko tudi s prostimi očesi vidimo te dušce tako v polmraku, kot ene svetleče kroglice ali kaj takega, ker pač zamudijo ta prehod in jih nazaj zopet vežejo te psihični pritiski, psihični kavli, nerazrešene stvari. Zato so tudi, na primer, krščanska vera je zelo lepo to unovčila, ne. To je ta zadnje, kaj to ima, ziljenje pred smrtjo, ker takrat se pač izpoveš, ti takrat v bistvu iz psihičnega in dušnega nivoja dejansko počistiš te pritiske in zamere, obžalovanje in tako naprej. In potem duša dejansko lažje gre. Ampak oni so iz tega naredili zelo dober biznis. Omenila si, da se lahko ljudje naučijo tega Theta Healinga in vseh teh zadev, tudi reiki, vem, da učiš. Ampak kaj pa, če se nič ne bi ljudje učili, ker bi pač radi sam zrihtali, to imaš osebno svetovanje tudi, ne? Ja, na osebnih svetovanjih to enostavno počistimo, brez nekega dramatiziranja, kompliciranja, ampak ne samo to, da jaz čistim, ne, ampak se prvo pogovorimo, da stranka ozavesti, iz katerega obdobja se je ta psihični pritisk ali psihični kavelj pojavil. Iz katerega obdobja, kdaj se je zgodil ta preskok na prosto letečih spominih, a ne? Ker lahko tudi en joint povzroči dejansko psihozo ali preganjavico, ker v možganih to preskoči. In te prosto leteči spomini to osebo zopet silijo, da posega potem, in doživlja te filme, ki so si takrat ustvarili v glavi. Wow! Ja. Wow! Dobro, v redu. Hvala lepa, Edita, za to, da si vse to povedala. Zdaj si nas pustila, ne? Z vsemi temi razmišljanji o vsem tem, kaj leta okrog nas, seveda naši prosto leteči spomini, pa še karkoli drugega, tako da hvala lepa za tole, no. Sicer pa v vsakem primeru, če hočemo narediti korak naprej, moramo najprej spucati, kar je za nami. In dajmo torej začeti na tak ali pa na drugačen način. Edita pa vam je očitno na voljo. Sem jaz tudi malo pogovorila. Zaradi tega, ker nismo vsi enaki. Eni bojo lahko hujšali na tak način, da bojo postavljali ta, da postati malo drugačno, pa pol tudi, ko bo ta napad lakote, bojo več jedli. Za druge pa bo recimo mogoče varianta, da jim bo zelo ustrezalo, če bojo imeli kakšen intermitenten post.